Spoštovane, spoštovani, tokrat bomo v sklopu pogovora o razstavi pokramljali z novodobnim likovnim ustvarjalcem Andrejem Štularjem iz Kranja, ki se v teh prostorih galeriji Ivana Groharja predstavlja z razstavo Trenutna razstava, tako se ji reče. Štular je ena vidnejših umetniških osebnosti na Gorenjskem. Povezuje namreč različne medije in umetniške načine. Več desetletij je njegovo delo povezano z reciklažo in s tehnikami, kot sta na primer kolaž in asemblaž, včasih pa se poslužuje tudi ready-made postopkov. Je član in ustanovitelj Lutkovnega gledališča Nebo iz Kranja, stalni sodelavec revije Stripburger in član ljubljanskega umetniškega kolektiva Stripcore. Skratka, Andrej, toplo pozdravljen. Kaj nas predstavljaš v sklopu trenutne razstave? Ja, na trenutni razstavi lahko vidimo, če gremo kratko kronološko, nekako serijo del, serijo slik, ki so plod ene svoje vrstne predelave. Potem je tukaj serija kolažev za nami, potem dve seriji ilustracij, ki sta bili narejeni za knjižne izdaje, in potem so še neka večja skulptura, svetlobni objekt, par kipov, ki so nekje med kipom in lutko, in nekaj slik, ki so v bistvu nekje na meji med poljem ilustracije in slike. Zakaj ime Trenutna razstava? Imam občutek, da dejansko razmišljaš v kozmičnem smislu, da je merilo našega življenja pravzaprav samo en hip, en bežen utrip, da se vse odvije nekako v momentu. Kaj bi lahko povedal na to temo? Zakaj je Trenutna razstava? Ja, to je res, to drži, kar si rekel. Prva ideja je bila seveda, da je vsako trajanje razstave omejeno. Se pravi, ima omejen rok trajanja, mesec, dva, kakorkoli že. To je prva, kar je, se pravi, vsaka razstava se nekje začne in nekje konča. Tudi stalne postavitve, vemo, da se menjajo, obnavljajo in tako naprej. Druga je pa bolj aktualni ta moment, pač ta naš koronski čas, ali kakorkoli se naj bi to imenovalo, ker je bilo precej dvoma tudi pri meni samem, a sploh ta razstava bo, recimo, a sploh bo prišlo do realizacije te razstave, po drugi strani pa, če bo, a bo odprta, a bo na moč videti v živo. Tako da tle gre malo za tudi malo ironični moment, no, tako da v bistvu trenutna razstava, ki je samo zdaj, ta trenutek, ki se ne ponuji več, in tudi tega naslova ne mislim nikoli več uporabiti, recimo. Ne. Skratka, gre za neponovljivo razstavo v galeriji Ivana Groharja. Desetletje je tvoje delo povezano z reciklažo, tako rekoč. Tvoja dela so ekstremno eklektična, sestavljena so iz različnih materialov in elementov, ki se na neumetniškem področju zelo redko družijo. Kako prepoznavaš v naravi, v okolju te gradnike svojih likovnih celot in kako najdevaš pravzaprav te kose, ki jih potem združuješ? Kje jih nabiraš pravzaprav? Ja, tako kot si že omenil, predvsem v naravi. Predvsem v naravi, narava je itak pač velika inspiracija, zelo rad imam naravo, vsak dan pač grem v gost in tako naprej, tako da v bistvu gost je tudi tako pač ena taka pokrajina, ki me zelo pomirja, kjer se celo leto, vsak dan, iz dneva v dan dogajajo določeni procesi, ki so v bistvu enemu nepozornemu gledalcu lahko zelo nevidni, jaz pa vidim pač te spremembe tako vsakodnevne. In tukaj seveda prideš tudi do tega momenta, kot recimo, če bi
prišel na goro ali pa pogledal nek gozd ali pa neko ogromno skalo in rečeš, ok, tega pa človek ne more več narediti, recimo. Ne vem, gore človek ne more ustvariti. Lahko narediš umetni hrib, lahko nekaj tako približno, nek nasip, umetni otok, ampak recimo tako nečesa tako veličastnega, kar se dogaja v naravi ali pa narava sama, človek pač ne more narediti. In tukaj seveda tudi pride do tega, da ima narava tudi, ne vem, svoje produkte in ostanke in tako naprej. In tukaj pač ta dejansko fascinacija nad najdenim, nad predmeti, nad, ne vem, naplavinami, stvarmi, živimi stvarmi, ki postanejo nežive, tudi kamni in tako naprej. Tukaj je fascinacija nad temi najdenimi in tukaj je v bistvu tako neka osnova, nek začetek mojega ukvarjanja z reciklažo, ko dejansko prideš do nečesa, najdeš nekaj in rečeš, wow, česa tacga pa jaz ne bi mogel narediti, recimo. Res, da si dejaven v različnih tehnikah in mojster povezovanja teh raznolikih sistemov, vendar te ljudje poznajo predvsem kot striparja, če se ne motim. In to zelo nenavadnega. Bi rekel zelo specifično in hkrati težko opredeljivo avtorsko poetiko, striparsko. V čem, bi rekel, je tvoj strip poseben? V čem se loči recimo od stripovske produkcije drugih avtorjev, slovenskih? Ja, kaj sem nekdo enkrat zapisal, da za vsak strip oziroma za vsako zgodbo najdem svoj stil. Ne vem, mogoče čisto ta moj grafični izraz, ki je vedno na meji, tako skice, risbe, skoraj abstrakcije včasih. Mogoče tudi nenavadna izbira zgodb oziroma scenarijev oziroma besedil ali pa ne besedil, katere bom uporabil v stripu. Se pravi, sama izbira in tematike in grafičnih tehnik. Tako da v bistvu je tudi ta moja risba plod te moje razvejanosti, teh mojih različnih interesov, ki res tako so, kot ena hobotnica, so se razvejali tako nebrzdana skoraj. In se še ja, kar raste. Kar. No, pripovedoval si mi, da si pravzaprav začel s fotografijo in to že zelo zgodaj. Kdaj si pa začel potem fotografijo povezovati recimo z drugimi tehnikami, z risbo, z asemblažem, kdaj se je to zgodilo? Kako je bilo pravzaprav? Ja, s fotografijo sem začel se ukvarjati nekje v 5., 6. razredu osnovne šole. Kupil sem si en zelo preprost fotoaparat v kiosku, se pravi v trgovini oziroma v trafiki. Sem kupil en preprost fotoaparat Smena 8, kjer je bilo vse pač nastavitve ročne, in taka zelo preprosta stvar. Potem sem se začel ukvarjati s fotografijo, črno-belo fotografijo. Na začetku sami smo razvijali, imeli smo temnico v šoli in potem v bistvu pa so te mediji rastali tako. Najprej me je fasciniralo to, kar je nastalo v temnici, recimo. To sem rekel, to je čarovnija, to je magic, enostavno tako. Razvijalec, fiksir, vmes pač voda, se pravi 3 posode iz filma, seveda iz negativ filma, kjer ne vidiš nekaj pač, da je, ne prepoznaš oziroma s časom se naučiš tudi brati negative in s pomočjo 3 tekočin, 3 banj ti dobiš fotografijo in to je bilo meni noro. To je bilo noro. Dejansko nisem mogel verjeti in tam sem se jaz počutil prvič, da sem čarovnik, res, da sem tako nekaj a to sem jaz naredil, a to je to mogoče. In tle je bila tudi fascinacija seveda nad samo tehniko oziroma kaj je to, kaj zdaj to je. Potem sem začel kar tako dosti zgodaj eksperimentirati s fotografijo, iskati neke motive, ki so bili dosti neobičajni. To je pa precej vplivalo na mojo kasnejšo dejavnost. No. Se pravi, od nekdaj sem risal rad, sam sem pa to malo zanemaril, tako v teh najstniških letih pač tako pridejo druge stvari, glasba, rock and roll in tako naprej, družba, druženje
In potem v bistvu sem se šele s časom spet vrnil nazaj k stripu, ker sem ugotovil, da mi fotografija ne nudi dost možnosti za izraziti vse te svoje nore ideje in ta nadrealizem, ki se mi je pač dogajal. Tako da to je bilo potem vračanje k mediju oziroma k risbi oziroma k stripu. Sem pa seveda zelo dobro izrabil ta foto izkušnjo, ker sem začel delati v enem takem zelo črno-belem stilu. No. Zelo črno-bele, zelo tako črno-belo senčenje, zelo kontrastna risba, zelo taka v bistvu odmik od realizma, odmik od fotografije, od nečesa zelo upodobitvenega, sam z močno izkušnjo nečesa grafičnega, kar je bilo pa v tistem času recimo to fotografijo. Kar je pa sploh nekako v sorodnosti z stripovsko tehniko. Tako. No pa če se povrnemo malo k tej razstavi. Bil si rezident tudi 17. Animateke, avtor pravzaprav celostne grafične podobe festivala ter tudi avtor Sliko Frkca, ki temelji na tehniki asemblaže, če se ne motim. Kako si se lotil tega projekta in kako je sploh prišlo do tega sodelovanja z Animateko? Ja, z Animateko tudi sicer tako pač sodelujem, ker je revija Stripburger pač je partner festivala Animateka. Redno sem tudi obiskoval Animateko, poznam ekipo, poznam ljudi, poznam Igorja, direktorja programskega in tako naprej. Oni so vedeli za moje delo, poznali so tudi te moje zadnje knjige v tehniki asemblaža in obenem tudi tako je bilo vedno tako, ja, kdaj boš naredil kakšno animacijo, ker je tako dejansko tehnika, ki je zelo redko uporabljena, zelo močna, v bistvu nekako likovno zapomljiva in v bistvu je bilo to čisto povabilo ekipe Animateke. Jaz sem seveda se odločil, da bom naredil to celostno podobo v tehniki asemblaža. Malo sem pregledal, kaj so delali prejšnji avtori, prejšnji rezidenčni umetniki in je narejena pač kompletno, celotno v tehniki asemblaža z najdenimi predmeti, tudi tipografija, črke, vsi elementi, ki so bili uporabljeni za to celostno podobo, od kataloga, plakata, špice za festival, kratke animirane špice za festival, predstavitvenih videov in vse je pač narejeno v tej tehniki. No. To mi je bil izziv zato, ker pač je bil ta čas zaprtosti in vsega, tako da v bistvu sem zimo preživel kar delo. No. Tako se je bilo kar tako aktivno, seveda se je ta datum premikal, odmikal, sam pač na srečo smo vse skupaj izvedeli. No, ko gledamo tvoja dela, bodi si v tehniki asemblaža ali recimo tudi lutke še posebej, v tebi prepoznavamo polnokrvnega animatorja, to se pravi likovnega maga, kot si že prej rekel, da je pravzaprav umetnost neke sorte magija. Skratka, oživljaš neživo. Kako razmišljaš, na primer, v lutkovnem mediju oziroma kiparskem? Kakšne lutke izdeluješ? Ja, v bistvu so vsi ti mediji, s katerimi se ukvarjam, so nekako se spojili v eno. Sploh ne vidim več nekih blaznih razlik med sliko in kipom, med kipom in lutko in med nekim objektom, recimo. Tako da zelo se mi je spojilo. Spet pri lutkah gre za en svojevrsten pač pojav oziroma dejstvo, da lutke so zanimive zato, ker dokler je pač lutka v kovčku ali ne vem, nekje v prostoru, je stvar, je mrtva stvar. Ko jo pa vzameš v roke, pa stvar oživi. In to v bistvu tukaj izhaja tudi beseda animacija. In dejansko lutke so
s pomočjo animatorja, s pomočjo lutkarja postanejo živa stvar. Ne? To je prva zanimivost, kar se tiče lutk. Plus tega, da živijo svoje življenje v ponovitvah, v postprodukciji. Se pravi, ni to delo, ki je narejeno enkrat, je dokončno narejeno in samo tako. Se pravi, neka slika verjetno je ne popravljaš v nedogled, razen če je to tvoja ideja, koncept ali pa če si vedno znova nezadovoljen s tem, kar si naredil. Pri lutki pa tako, da pač ko v predstavah uživijo, če so seveda delane za predstavo, večinoma delam lutke za predstavo, kakšne lutke so pa tudi kot objekti, kot čist likovni objekti, ki pa seveda tudi uživijo, oziroma se včasih pač na čase pogovorim z njimi ali pa jih uživim ali pa se poigravam z njimi. Tako da to je ta zanimivost lutk. Drugače pa te tehnike in medije pa v bistvu izbiram čist nekako glede na to, kaj delamo, kakšen je projekt. Tako da zelo pozem v bistvu se odločam, kakšno tehnologijo bom uporabil, zato ker je vse prej pomembno vedeti, kar se tiče predstav, recimo, kaj želimo z njo povedati, kaj bomo z njo povedali, kako bomo to povedali in šele na koncu pač tukaj nastopi likovna govorica, veliko vprašanje prej. Drugače pa delam tako in klasične marionete, pač tukaj sem poskrbel oziroma sem toliko tehnično spreten in sem ugotovil, da se moram osamosvojiti tudi kot tehnolog, kot lutkovni tehnolog, tako da v bistvu vse vrste lutk, od marionete na žici, marionete na laksu, na vrvicah, do klasičnih ročnih lutk, do javajk, vodenih od spodaj, senčne lutke, ploskovite lutke, lutke kot objekti, kdaj tudi object theater, mislim gledališče predmetov, tako da zelo odvisno od projekta in od koncepta same predstave. No, ampak vseeno imamo občutek, da tvoja lutka nekako diha, da material, iz katerega je, pač diha. Ja, zelo rad, mislim tako se, v bistvu na nek način se še najbolj klasičen pa najbolj tradicionalen mogoče v lutkovnem mediju, no. Zelo rad imam les, recimo, lipov les, kar je tako zelo tradicionalni material nekdanjih rezbarjev in podobarskih mojstrov. Kolegi me kdaj hecajo, da sem verjetno eden od redkih, ki še delam to z nožkom, dletkom in svojimi ranami in flajštri, ki ob tem nastajajo, ker se večinoma teh stvari skoraj dela na 3D tiskalnike ali pa ne vem, na drugih medijih. Klasični način. Ja. Klasični način in to mi zelo paše. To je moja meditacija, to je tisto moje delo v ateljeju, ki se usedeš, daš noge narazen, se naslonaš in začneš rezbart. Je pa v bistvu, mi gre kar dobro od rok, tako da sem v bistvu kar hiter, tako da se v bistvu več zamudim poj samimi tehničnimi problemi pa s kakšnimi kako bi rekel temu, zrcalnimi oziroma narediti dve roki podobni, recimo, enaki približno ali pa ne vem. Tako da s temi razmeri se dosti bolj ukvarjam pa samo tehnologijo, samo navezavo, seveda pa samo tehnologijo, kako bo se bo lutka gibala. Vsekakor veliko pozornosti namenjaš tudi tehnični plati samega lutkarstva. Ja, ne samega lutkarstva, tudi samega slikarstva, kiparstva. Tukaj moramo vedeti, da gre z ogromen nekih pač tehničnih pobrtniških znanj, ki če jih obvladaš, pač ali prej prideš do rezultata ali pa enostavno poznati materiale je zelo dober in tehnike, tako da jaz dostikrat rečem, tudi pri mojem delu zelo velik procentov tega dela, tudi tukaj, ki ga vidimo, je čist rokodelskega, obrtniškega. No, ampak če se malo pomudiva pri vsebini tvojih del, ne glede na tehniko, bi rekel, da so vsa izpolnjena z nekim posebnim humorjem, ki je včasih dosti jedek, piker, mogoče ironičen, ampak tvoje razstave niso nikoli dolgočasne. Pod povrhnico si pa zmeraj malček družbeno kritičen in v tem kontekstu bi se navezal tudi na tvoj, bi rekel, ikonični slogan
kultura ti materina. Ta se mi pa zdi vedno bolj aktualen, posebej apropo tej obstoječi družbeni klimi in po moji presoji gre za enega najboljših komentarjev zadnjih 10 let v razmerju do situacije v aktualni družbi oziroma v aktualni klimi, tukaj pri nas. Kakšna je zgodba v povezavi z nastankom tega slogana? Ja, to je pač neka stvar, ki se mi je enkrat, pač ta izjava se mi je enkrat pripeljala v neki skicirki, tako zelo spontano, tako da ta nastank, ne vem čisto točno tega korena, tega izvora, zakaj se mi je pripeljala. Vem pa, kaj sem hotel z njo povedati, tako da pač najdel sem jo v tej skicirki, potem sem bil vabljen enkrat na nek projekt Muzeja sodobne umetnosti na Metelkovi, kjer imajo to uvodno steno, kamor prideš, je namenjena intervencijam avtorjev pač ustvarjalcem, sodobnim avtorjem. In jaz sem rekel, da bi pač napisal to kot en tak grafit v stilu OF, recimo, tako neki pač grafit, kjer se cedi barva iz čopičev dol in tako naprej. Pa oni niso bili za malo so dvomali, malo jim bilo tako preveč ali ne vem kaj, v glavnem. Potem smo pa to uporabili z našo ekipo Stripburger, Stripcore in je naletela kar na zelo dober odziv, pa tudi na kar precej zgražanja. Moram pa povedati pri tem sloganu, da predvsem, mislim, tak, je dvopomenski, večpomenski, v glavnem, jaz pravim, da sem s tem hotel predvsem povedati, da kultura ti materina, to je moja kultura, bodimo ponosni na mojo, tvoja kultura ti materina, tvoja. Se pravi, bodimo ponosni na to. Marsikdo je pa pomislil seveda na kletvico, na ti materina, pi ti materina, ne. Samo pač to so te dvomljivci in tako naprej, puščam odprto, je pa vsekakor tako sporočilno, deluje kot klofuta, no. Deluje kot klofuta in tudi je klofuta. Izjemno posrečeno in duhovita klofuta. Samo klofuta je pač vzgojna in tudi klofuta včasih pač si zaslužimo, vsi, verjetno. Tako da to je to, glede na pač to družbeno kritičnost, pa črni humor in tako naprej, iz prvega dela vprašanja, je pa tako, da pač humor je ena od stvari, ki se mi zdi, da nas ohranjajo žive, no. In normalne, zdrave, recimo. Predvsem zdrave. Psihično in fizično. Ja. Najprej zdrave, potem pa tudi žive, no. Tako da to je to in to je pač od nekdaj prisotno tako v mojem delu. Z leti mogoče vedno bolj, ker sem rekel pač, ne da se me več ukvarjati z resnimi akademskimi stvarmi, ker bomo blazno resno zrli v sliko in rekli in se mogoče sprašvali, kaj to pomeni ali pa kaj avtor s tem hotel povedati. Tako da v bistvu te moje vsebine so zelo neposredne, zelo direktne, zelo ilustrativne, ki ne rabijo nobene razlage, tako razumejo tudi nek pismen in ne vem, zelo preprost človek lahko. Tako da to je to, ta družbena kritičnost pa itak, sej, pač mi smo zrcalo družbe, mi moramo reflektirati vse to, pač ne vem čisto točno, kaj se dogaja, vem približno, kaj se dogaja zdaj in tukaj, recimo. In seveda verjetno tudi zavestno in podzavestno reagiram na to, ker sem živ in normalen človek in to more biti, to se more zgoditi, to mi je tudi meni nekako en vzvod, en ventil, da gre ven, da ne zadržujem jeze, da ne vem, nisem jezen na nikogar, mislim, tako pač je. Pomemben del razstave, ki je tukaj pred nami, je seveda posvečen mlajši publiki, to se pravi tvoji produkciji za otroke. Pred nami so plakati, 2 slikanici, mislim, da je edini pri nas v tehniki asemblaža brez bistvenih posegov v smislu digitalne obdelave materijala.
prosil bi te, če nam lahko zelo na kratko predstaviš te dve slikanici. Ja, najprej nekaj o otrokih, no. In zakaj? Mislim, otroci so super publika, zato ker so neposredni in povejo, kaj mislijo, zelo neposredno, ponovadi. Pač ne lažejo, oni povejo, to mi je všeč, to mi ni všeč, ta stvar je butasta in to je to in to mi je všeč. Ta njihova iskrenost mi je všeč, tako da v bistvu že kar nekaj časa se posvečam tudi produkciji namenjeni za otroke. Ti dve knjigi sta pa ja v bistvu tako posebnost, zato ker sta izdelana v tej tehniki asemblaža oziroma najdenih predmetov. Te predmeti morajo imeti pač neko posebno fotogeničnost, da si zaslužijo, da grejo z mano. Se pravi, da ko jih najdem, da rečem, ta stvar, ta podložka ima ravno pravo patino, ravno prav je zarjaveta, ravno prave velikosti, da lahko postane, ne vem, oko neke živali ali karkoli. In seveda naplavine, rogovile, stvari, ki jih najdemo v naravi, tako da tukaj gre v bistvu tako za neke fotogenične smeti, bi lahko temu rekli, ki potem pristanejo najprej v nekih škatlah, škatlicah in tako naprej, v nekih fundusih, v skupini sorodnih stvari ali pa totalno različnih. In to je moj material za ilustracijo, za postavitev oziroma za stvar, ki bo nastala. Zdaj, kakšne stvari pač nikoli ne uporabam, bojo verjetno vedno tam v teh škatlah, čeprav imajo neko tudi fotogeničnost ali karkoli so zanimive, pa pač ne bojo prišle na vrsto. No. Nekatere pa lahko uporabljam tudi večkrat. Ampak treba je povedati, da predstavljaš v galeriji Ivana Groharja slikanico z naslovom Medved, ki je povzeta po ljudski ruski pripovedki. Priredbo si ti zrihtal, če se ne motim. Ja, jaz in Petra, Druga slikanica je pa, mislim, da vzeta iz zgodb Zverinice iz Rezije, če se ne motim. Tako. No, ampak, ko smo že pri otrocih, si tudi zelo aktiven kot nek mentor mladim, delaš oziroma organiziraš številne otroške delavnice v Kranju, mislim, da to v sklopu tega gledališča ne bo plodkovnega. Kakšne so tvoje izkušnje z mladimi, kakšni so pravzaprav novodobni omladinci, kaj jih zanima, recimo, kar se tiče samega izražanja umetnosti pa tako naprej? Ja, mislim, otroci so zelo tako, kot sem že prej rekel, neposredni in seveda ustvarjalni. Jaz ne vem, kaj se potem zgodi kasneje, kam ta ustvarjalnost gre. Mislim, da pač sam pedagoški sistem, šolski sistem se mi zdi, da bi moral bolj spodbujati to ustvarjalno plat otrok. Tako preveč je drila, preveč je nekih stvari, ki jih dejansko ne potrebujemo. Tako se mi zdi, da bi morali biti več, ne vem, glasbe, tudi gibanja, mogoče ne samo kot telovadba, ampak tudi mogoče ples, predstaviti ples, sodobni ples, več likovnega pouka, več literature, recimo nekih bralnih uric, ne vem, slovnice slovenščine kot branja, glasnega branja, ustvarjanja poezije, več mogoče uprizoritvenih nekako umetnosti, se pravi igra, gib, govor. Meni se je vedno izkazalo, da te otroci, pač tisti, ki so prišli na naše delavnice, če kdo slučajno trdil, da ne zna risati, pa to sem rekel, da lahko pač gre, tega nočem slišati, da je risba lahko tudi zelo preprosta in s tem zelo veliko sporočiš. Tako da, ja, z leti pač se to spreminja, ne? Z leti se spreminja, zdaj nazadnje recimo imam celo pleme nekih stripovskih zanesenjakov, ki so se pojavili in ko hodijo recimo v Kranj tudi iz Ljubljane ali pa iz Logatca ali pa kar iz ne vem kje, iz Novega mesta recimo nazadnje
in smo presegali to število udeležencev, ne vem, jih je bilo vedno več, kot je bila tista omejitev, tako da je pa vedno to tako zelo, tako v bistvu spontano druženje, najprej se spoznamo, potem se pa spoznamo seveda prek risbe, scenarija, jaz jim neposredno in brez kakršnih zadržkov posredujem vse svoje znanje in veščine, ki jih pač obvladam, tako da to z veseljem posredujem naprej, ker se mi zdi, da nimam nič skrivati, tako da to ni nobena moja skrivnost in da je to treba deliti z mladimi, posebej takimi, ki jih stvar zanima. Ne? Tako da rezultati so ponovadi tudi kar zelo zanimivi. Vedno se potrudim, da pa tudi v bistvu to produkcijo teh delavnic nekako pokažemo oziroma naredimo neko refleksijo na to, ali v obliki razstave, ali v obliki neke male knjižice, ali v obliki neke predstave, ali nekega male produkcije, kakorkoli, tako da otroci vidijo, se počutijo, aha, to je to, nekaj smo naredili in ta stvar je tudi potem predstavljena in nam, in drugi publiki, in staršem in tako naprej. Tako da v bistvu ta feedback je zelo pomemben. To, da nekaj ustvarjamo in da to tudi potem postavimo na ogled. No, pa če se povrnemo spet k razstavi, trenutni razstavi, kakor praviš, in če se ozreva malo po teh tvojih likovnih delih, potem saj jaz zelo hitro ugotovim, da imaš izjemen in izostren občutek za kompozicijo in tudi za kadriranje pravzaprav. In me zanima, ali si pri svojem delu pozoren na ta kompozicijska pravila ali ustvarjaš čisto spontano ali razmišljaš, kako boš to umeril kompozicijsko ali kako to laufa ta proces pri tebi? Ja, ponovadi se kar zgodi, no. Ponovadi se kar zgodi, že zelo vidim tako pač format, nekaj, ali je kaj že gor ali kakorkoli, včasih ga pa lahko določi tudi okvir, da pač treba nekaj odrezati, rečeš, to mora iti pač samo ta okvir, recimo, ker okvir je končni del te slike, recimo, ta okvir paše tej sliki oziroma to gre skupaj in potem riskiraš nek del neke slike in se zgodi recimo ta kompozicija. Lahko je tudi tako. Tako da v bistvu je lahko čist tehnično, lahko je čist tako z nekim banalnim razlogom se ta kompozicija lahko prestavi, premakne in tako naprej. No, počasi se bližava koncu tega zelo zanimivega razgovora. Kakšni so tvoji načrti v prihodnosti? Že kaj snuješ, kakšne nove zadeve? Boš naprej razvijal recimo cikle a la Fragile, Smeti in tako dalje? Ali boš kakšen strip naredil? Jaz delam vsak dan. Tako delam vsak dan in to tako se dogaja lahko recimo, da ne vem, v enem tednu naredim, ne vem, 10 novih kolažov, ali pa ne vem, skicirka je vedno z mano, tako da glede na to, da se mi dogaja skozi in vedno in vse, bom verjetno tudi za 1. maj, ki upam, da bo praznik dela, delal bom pa seveda tudi prazničen, tako da... No, pa bi te še nekaj na temo te razstave. Na tej razstavi si asemblažem dodal še eno zanimivo prostorsko inštalacijo, ki se imenuje On. Ali bomo dočakali tudi njo? Ja, moral bi ga malo večkrat ven pelati, tega Oneta, to moško figuro, da sreča ta par. Drugače pa ja, v bistvu tukaj je problem v tem, da v bistvu izginja ta produkcija. Ne? To je bilo najdeno na nekem tovarniškem dvorišču, ki ni več tovarniško dvorišče, ampak je zdaj pač tako razparcelirano dvorišče za pač nekih novodobnih firm, tako da v bistvu tudi taka dvorišča izginjajo in take osebe, kot je ta On, izginjajo, tako da v bistvu se bo treba potruditi. No. Mogoče že zelo dolgo tako nisem bil na odpadu, recimo, mogoče bo treba načrtno iskati njo za njega. Andrej Štular, ohranjevalec urbanih in naravnih reliktov, najlepša hvala za ta zelo izčrpen razgovor.